Reanalogizacija v službi človekovega obstanka. V tretjem delu bomo poskušali primerjati več različnih področij, ki pa na koncu vsa pridejo do iste stične točke. Ta stična točka so pa topila. Nekatera od teh topil so 80 let nazaj uporabljali v taboriščih. Vsaka podobnost z današnjo situacijo je pa seveda zgolj naključna. Na naslednjih slajdih bomo videli, da je EMA potrdila, da je lipid ALC0,3,5 sestavina Pfizerjevega cepiva in lipid SM102 sestavina Moderninega cepiva. Ta dva preparata sta namreč klasificirana kot lipida in kot taka sta komponenti mRNA cepiv. Tisto, kar je rdečo podčrtano, je sestavina Moderninega cepiva v EMInemu Assessment Reportu. Tukaj je članek na Wikipediji o SM102. SM102 ima več različnih imen. Tukaj je še članek iz Wikipedije o ALC0,3,5. Tukaj je EMIN Assessment Report o Pfizerjevem cepivu, ki navaja ALC0,3,5 in ALC0,159 kot sestavini cepiva. To je uvodna stran Kajman Chemical za produkt SM102. Vidimo CAS številko, kataloško številko z zelenim obkroženo. No, tukaj navajajo topnost v kloroformu. Če citiramo še tista dva stavka obkrožena z rdečim. Formulacije, ki vsebujejo SM102, so bile uporabljene pri razvoju LNP za dostavo cepiv na osnovi mRNA. Opozorilo, ta izdelek ni za humano ali veterinarsko uporabo. Torej, če je v cepivu lipid, recimo SM102, to pomeni, da je moral biti v nečemu raztopljen. To bomo videli kasneje. V dokumentaciji podjetja Kajman Chemical za produkt SM102, kataloška številka 33474, je mogoče opaziti nekaj zanimivih stvari. Poglejmo in primerjajmo 4 revizije istega tehničnega lista v enem letu. Prva javno dostopna verzija je iz 11. aprila 2021. Ta navaja 10% raztopino lipida SM102 v kloroformu. Torej 90% kloroforma, 10% SM102. Ni za uporabo v medicini, še piše, samo za raziskovalne namene. Seveda ni za uporabo v medicini, če pa je 90% kloroforma, za katerega predpisuje zakonodaja maksimalno 2 ppm kot mejno dovoljeno koncentracijo v prostoru, kjer se uporablja ta pripravek. Tehnični list iz 11. aprila 2021 je opremljen s sledečimi piktogrami. Visoko vnetljiva snov, zdravju škodljiva, smrtno nevarna, škodljiva za okolje, škodljiva pri vdihavanju. Poleg teh 5 piktogramov stojijo v nadaljevanju opozorilni stavki, kot na primer fatalno v stiku s kožo, sum na kancerogenost, sum na povzročanje neplodnosti in poškodovanje ploda, povzroča resna obolenja centralnega živčnega sistema, respiratornega sistema, jeter, ledvic, zelo strupen za okolje in vodne organizme z zelo dolgotrajnimi učinki. Okarakteriziran je s klasifikacijo 3-3-0, kjer pomeni prva trojka škodljivost za zdravje, druga trojka vnetljivost, tretja številka je pa 0, je pa reaktivnost. Sistem ima pa drugače 4 stopnje karakterizacije. Tukaj lahko vidimo, in to je važno tudi za pozneje, tisti odstavek obkrožen z zelenim, glavne simptome in efekte ob izpostavljenosti tej snovi. Zapomnite si predvsem naslednje, se pravi narkoza, reproduktivni efekti, teratogeni efekti. Če gremo malo nazaj, na drugo stran tega lista še celo piše fatalen ob stiku s kožo, ta snov povzroča raka. Ta podatek bomo rabili za pozneje. Poglejte še na desno, tam je z rdečim podčrtana gostota na 6. strani.
1,48. Tudi ta podatek bomo rabili kasneje. Potem, ko se je v drugi polovici maja 2021 na internetu dvignil preplah v zvezi z E702, ki nekakor ne bi smel biti v cepivu, če nosi oznako ni za uporabo v medicini, v veterini, samo za raziskovalne namene, se je kar naenkrat 26. maja 2021 pojavil nov tehnični list. To je prva revizija. Še vedno navajajo, da je to 10% raztopina lipida v kloroformu, še vedno stoji opozorilo ni za uporabo v medicini in veterini, samo za raziskovalne namene, nima pa več 5, ampak samo 3 piktograme. Škodljivo za zdravje, smrtno nevarno in škodljivo pri vdihavanju. Ista snov kot prej, naenkrat ni več niti vnetljiva, niti škodljiva za okolje in vodne organizme. Premislila si je. Izgleda, da si imajo kemikalije po novem pravico premisliti in spremeniti svoje lastnosti iz meseca v mesec. Med opozorilnimi stavki v nadaljnjem besedilu pa je glede na tehnični list iz aprila 2021 izpuščeno tudi sledeče. Ni več stavka smrtno nevarno pri zaužitju, ni več stavka visoko vnetljiva tekočina in hlapi, ni več stavka hrani stran od virov ognja ali vžiga, ni več stavka hrani kontejner skrbno zaprt, ni več stavka ne izpuščaj v okolje, ni več stavka poskrbi, da v okolici ne bo statične elektrike, ni več stavka uporabljaj samo orodje, ki ne iskri, in ni več stavka v slučaju prekomerne izpostavljenosti nemudoma kliči center za zastrupitve oziroma zdravniško pomoč. In kar še nekaj opozorilnih stavkov je kar izpuščenih, snov je pa še vedno ista. Zaradi nenapisane vnetljivosti je ona še vedno visoko vnetljiva, občutljiva na statično elektriko, na orodje, ki iskri, še vedno je ekstremno škodljiva za živali in rastline. Ta majska verzija pa je tudi okarakterizirana z oznakami 3.0.0, prej je bila 3.3.0, zdaj pa 3.0.0 in sicer 3 za škodljivost za zdravje, 0 za gorljivost, 0 za reaktivnost. Lepo, priden kloroform, zelo se je poboljšal. Druga revizija je iz 11.8.2021, še vedno navaja kloroform, 90% kloroforma, oznaka je 3.0.0, se pravi kot pri prvi reviziji. Bodite pozorni na desno stran, torej 611 je počrtana z rdečim, gostota 1,48. No, naslednja verzija ima pa malo več sprememb, iz 15. septembra 2021. Tukaj pa je kar naenkrat naveden etanol. Še vedno je opozorilo ni za uporabo v medicini, samo za raziskovalne namene, ampak kot bomo videli kasneje, je ta etanol malce pretežak. Torej, še ena stvar, ki pade v oči, je oznaka za vnetljivost, ki je 0. Ali etanol ni vnetljiv? In še pogledajte na desno, 611, stran 611. Gostota je ista kot pri prejšnjih verzijah s kloroformom. No, to je pa en drugi vir za etanol, torej Wikipedija, ki navaja vnetljivost 3. Gostota za etanol je 0,79, če zaokrožimo. No, to je pa članek agencije Reuters iz 27. maja 2021, to pomeni en dan po prvi reviziji. In ta članek nam potrdi, da je v prvi javno dostopni verziji iz 11. aprila dejansko bil napisan kloroform, še celo povejo, da je pisalo 90% kloroforma. Poglejmo si še četrto revizijo, se pravi, kataloška številka je še vedno ista kot pri vseh prejšnjih, ista kot aprila, maja, avgusta 2021. Ista kot septembra 2021. Oznaka za vnetljivost je še vedno 0, ampak glede na prejšnjo, tako imenovano etanolno različico, manjka nekaj piktogramov. Črtali so rakotvornost, no ampak gostota, ta je pa še vedno do stotinke natančno taka kot za kloroform. 1,48 grama na mililiter. Tukaj vidimo podatek na PubChem za gostoto kloroforma.
Torej, če povzamemo, etanol ima gostoto 0,79 grama na kubični centimeter pri 20 stopinjah Celzija, kar ni niti polovica tega, kar bi moral imeti, če bi tehnični list navajal resnične podatke. Torej piše topilo etanol in gostota 1,48 grama na mililiter, kar je točna gostota kloroforma. Torej dvakrat večja od gostote etanola. Zanimivo je tudi, da cel kup enih lastnosti, ki bi lahko bile določene, niso določene. Recimo vnetljivost ni določena, samoužig ni določen, relativna gostota, nevarnost eksplozije, piše, da izdelek ni eksploziven, vonj je karakterističen, pH ni določen, tališče izpuščena rubrika, vrelišče izpuščena rubrika, nevarne reakcije, ni znanih nevarnih reakcij. To so vse lastnosti, ki jih niso navedli oziroma so se izognili navedbam, da se ne bi videlo, da te številke ne pripadajo etanolu, ampak nekemu drugemu topilu. Reaktivnost je označena s stopnjo 0, za etanol pa obstaja cel seznam nevarnih reakcij, ki se jih je treba izogibati, ker vodijo do močno eksotermne reakcije oziroma celo eksplozije oziroma vžiga. Torej, teh kemikalij, ki lahko tvorijo nevarne reakcije z etanolom, je cel kup. Tukaj si jih lahko pogledate. Namreč, če bi vse te lastnosti, tališče, vrelišče, temperatura samoužiga bile napisane, jih lahko izmeriš, in če ne odgovarjajo napisanemu, je to že direkten dokaz, da so podatki lažni. Zato jih je najbolje ne napisati, da se ne zapletejo v pravni spor, ki ga lahko gladko izgubijo. V tehničnem listu podjetja Kajman za SM102, za katerega trdijo, da je v njem 90% etanola, stoji pod rubriko reaktivnost opomba: ni na voljo ustreznih nadaljnjih informacij, in ker so vseeno neka kemijska firma, ki bi vse te osnovne stvari morala vedeti, s čim etanol ne sme reagirati, da ne pride do eksplozije ali vžiga, je edina razlaga sledeča. Pri Kajmanu dobro vejo, da je seznam nevarnih reakcij najboljša osebna izkaznica za neko kemikalijo, saj je na primer seznam reakcij za kloroform čisto drugačen. Vsaka spojina ima svoj seznam možnih reakcij, po katerem jo spoznaš. Zato niti za kloroform, niti za etanol niso nikoli navajali teh podatkov, raje napišejo ni podatkov ali pa nedoločljivo, kot tudi za vse ostale lastnosti, ki bi izdale pravo naravo snovi, pa jo raje ne napišejo. Zdaj si bomo malo pogledali ta topila, ki jih navajajo proizvajalci lipidov, pa tudi v študijah so navedena, to bomo kasneje videli, in navedla jih je celo EMA v svojih assessment reportih za cepiva. Kloroform opisujejo kot kancerogen, opisujejo ga kot povzročitelja poškodb jeter, ledvic, centralno-živčnega sistema, poškoduje plod, in če gremo na tehnični list od Sigma Aldrich, piše akutna toksičnost 4/4, akutna toksičnost pri vdihavanju 3/4, kancerogenost 2/4, specifična toksičnost za organe 3/4. Tukaj imamo še izvleček iz medicinskih razgledov iz leta 2009, članek z naslovom Toksikokinetika in toksikodinamika zastrupitev z organskimi topili. Kasneje si ga bomo podrobneje pogledali. Piše, kloroform ima tudi teratogeno delovanje, deluje kancerogeno in tako naprej. Naprej imamo benzen, tehnični list od PCS, opisan je kot kancerogen, mutagen, toksičen za plod, toksičen za krvne organe, škodi imunskemu sistemu, lahko je smrten pri vdihavanju, ob daljši izpostavljenosti poškoduje centralni živčni sistem. Zelo škodljiv za okolje. Na Wikipediji piše, nacisti so uporabljali benzen, administriran preko injekcije, kot eno od njihovih mnogih metod za ubijanje. Na tej strani si lahko pogledate malo bolj natančno, kakšne so bile njihove metode. Naprej imamo toluen, specifična strupenost za ciljne organe, kategorija 3/4, ciljni organi so dihala, centralni živčni sistem, specifična strupenost za ciljne organe pri ponavljajoči se izpostavljenosti, kategorija 2/4, ciljni organi, ledvice, jetra, vranica, kri, nevrološki učinki, oči, ušesa, toksičen za plod, teratogen, toksičen za notranje organe, lahko je smrten pri vdihavanju. Aceton je zelo škodljiv za jetra, ledvice, centralni živčni sistem, krvne organe, škodljiv je pri vdihavanju. Piše pri vdihavanju, če se ne počutite dobro, pokličite center za zastrupitve ali zdravnika.
Pri stiku s kožo pa je tudi treba takoj reagirati, takoj se treba sleči, piše, vsak kontaminirana oblačila in kožo sprati. No, tetrahidrofuran ima akutno toksičnost 4/4, kancerogenost 2/4, toksičnost za notranje organe 3/4, povzroča depresijo centralno-živčnega sistema, omotico, zaspanost, poškodbe notranjih organov, specifična strupenost za ciljne organe 3/4, ciljni organi so dihala, centralni živčni sistem. Pa poglejmo še, kaj piše na tehničnem listu za dimetilformamid. Akutna dermalna strupenost, kategorija 4/4, akutna strupenost pri vdihavanju 4/4, resne poškodbe oči, draženje oči 2/4, rakotvornost 1/4, strupenost za razmnoževanje 1/4, specifična strupenost za ciljne organe 3/4, ciljni organi dihala, centralni živčni sistem, lahko povzroči raka. Kot smo lahko videli pri opisu vseh teh topil za lipide, je nabor bolezni, ki jih povzročajo v povprečju, zelo podoben simptomom, ki jih navajajo za bolezen COVID. Ali ni povsem možno, da je prav to vzrok, da velikokrat obolevajo prav cepljeni, misleč, da so se okužili, in potem obvelja med ljudmi prepričanje, da nekaj pa vseeno je, če zbolevajo. Podobnost med covidom in posledicami topil pa je vseeno prevelika, da bi kar verjeli na prvo. Na uvodni strani za izdelek ALC 0315 podjetja Kajman Chemical lahko preberemo naslednji stavek: formulacije, ki vsebujejo ALC 0315, so bile uporabljene pri razvoju LNP za dostavo cepiv na osnovi mRNA. In še opozorijo, ta izdelek ni za humano ali veterinarsko uporabo. Zdaj, kakor smo videli že prej, je ALC 0315 sestavina Pfizerovega cepiva. Se pravi, pri Pfizerju je situacija z lipidi podobna kot pri Moderni, le da je Pfizer uporabil ekvivalent lipida SM102, ki ima še malo večjo morsko maso, še slabše je topen v topilih, ki nimajo dielektrične konstante manjše od 10. Tudi pri produktu ALC 0315 podjetja Kajman Chemical je situacija skoraj do potankosti enaka kot pri njihovem produktu SM102. Tudi tu so imeli 4 revizije tehničnega lista za to komponento cepiva v cirka enem letu, tudi v obdobju od sredine 2021 do sredine 2022. Naj skiciramo glavne značilnosti teh posameznih dokumentov. Prva verzija tehničnega lista je iz 2. avgusta in se nanaša na trdnostno brez topila, ampak je tukaj že takoj ena kontradiktornost. Poglejte, kako se lahko tisti piktogram levo spodaj ujema s tistimi simptomi in efekti ob izpostavljenosti tej snovi desno zgoraj, saj so vendar isti kot tisti prej pri SM-u, ki je bil v kloroformu, ko smo rekli, da si bomo zapomnili te simptome in efekte. Tukaj so praktično popolnoma isti. Narkoza, recimo, smo rekli, teratogeni efekti, reproduktivni efekti. Torej v poglavju 9 pod rubriko topnost navajajo topen v kloroformu. Tukaj se spet malo ogradijo od odgovornosti, ker so pač dobronamerni. Ali kaj? No, tukaj imamo pa prvo revizijo iz 22.9. Ta pa omenja raztopino v etanolu, 95% etanola in 5% lipida. Kataloška številka je še vedno ista. Tudi tukaj je oznaka kot vedno pri teh listih, ni za uporabo v medicini in veterini, samo za raziskave. Tukaj na desni piše, lahko povzroči raka, in kličite center za zastrupitve, če se počutite slabo. Spet smo pri simptomih in efektih, isti so kot prej, omenja narkozo, teratogenost, torej te efekte in simptome v kombinaciji z rakotvornostjo so naštevali tudi tisti tehnični listi, ki so opisovali raztopino v kloroformu. Ali ni v prejšnji verziji, ki je govorila o čistemu ALC-ju brez topila, bil podatek, da je topen samo v kloroformu? Tukaj pa govorijo o nekemu etanolu. Veliko podatkov je označenih kot nedoločeni in se človek vpraša, ali sploh vejo, kaj prodajajo. Ko se je pojavil etanol, tako imenovani, je z njim
prišla v tehnični list naslednja lastnost, karcinogenost. Te lastnosti etanol naj ne bi imel, ima pa jo eno od topil, ki smo jih prej obravnavali, tisto, ki ima gostoto 1,48. Tisto jo pa ima, pa še kakšno več. Naslednja verzija spet navaja 95% etanola, kataloška številka je ista. Oznaka ni za uporabo v medicini in veterini, samo za raziskave. Spet navajajo efekte in simptome, kot so narkoza, reprodukcijske okvare, teratogenost, rakotvornost. Spet omenjajo center za zastrupitve, ampak pojavi se pa neko novo opozorilo, ki se glasi: delavci ne smejo biti izpostavljeni rakotvornim sestavinam preparata, izjeme lahko določi vodstvo podjetja. Torej, rakotvorni alkohol. Zanimivo. Pri naslednji verziji lahko že takoj opazimo, da manjka en piktogram, čeprav naj bi opisovala isto etanolno raztopino kot prejšnja verzija. Spet ni za uporabo v medicini, samo za raziskave. No, ampak se pojavi pa spet podatek o topnosti v kloroformu. In spet so tisti simptomi in efekti, se pravi reprodukcijska okvara, teratogenost, narkoza, centralni živčni sistem in tako naprej. In zanimivo, izginilo je opozorilo, da delavci ne smejo biti izpostavljeni rakotvornemu alkoholu. Ali je pa to kaj drugega? Zadnja verzija, najbolj sveža, je iz 7. junija. Spet imamo podatek o topnosti v kloroformu. Spet imamo efekte in simptome ob izpostavljenosti, se pravi na centralni živčni sistem, srce, jetra, narkozo, teratogenost. Očitno je pri vseh 4 revizijah šlo za prikrivanje tega, da lipid, kakršen je ALC0,3,5, ne more biti topen v etanolu, in se z navajanjem etanola kot topila samo izogibajo temu, da bi mi odkrili pravo naravo tega preparata. Da je to orožje za zastrupljanje ljudi na najbolj prikrit način, tako da jim vbrizgaš snov, ki ima spontani razpad na nevarne pline, kot naprimer CO, torej monoksid, pa fosgen, HCl. Pa tudi sami so ves čas navajali topnost, in sicer v kloroformu. Nikjer niso navedli topnost v etanolu, ker je ni. Ker je tako majhna, da ni uporabna v industrijskem merilu. Vse navedbe o rakotvornosti, ki so stale v nekaterih revizijah, potem so bile pa spet izbrisane, kažejo na to, da so kljub vsemu morali vnesti v dokumente opozorila o pravi naravi podtaknjene snovi, to je kloroforma, ker je ta tako zelo toksičen, da ga ne morejo mirno uradno predstavljati kot neki nedolžni alkohol, ki ga vsi pijemo v žganju, etanol. V bistvu je pa ena najbolj toksičnih snovi, kar jih poznamo. Potem so pa spet umaknili in zabrisali te resnične navedbe, ki dejansko kažejo na kloroform. Povzroča poškodbe jeter, srca, centralno-živčnega sistema, povzroča narkozo, je mutagen, teratogen, kancerogen. To je tipičen opis za kloroform. Etanol tega ne povzroča, drugače ga ne bi pili v vinu, pivu, žganju. Če bi bil v ALC0,3,1,5 res etanol, zakaj bi moral biti označen kot samo za raziskave? To oznako ima ravno zaradi vseh teh toksičnosti in zaradi spontanega razpada na še bolj toksične pline, recimo fosgen. EMA je v svojem dokumentu o nadzoru cepiva Moderna izjavila, da je ugotovljena prisotnost več organskih topil in jih tudi imenuje. Našteva benzen, aceton, toluen, to si bomo pogledali še kasneje. Ta in podobna topila v kombinaciji s kloroformom priporočajo proizvajalci lipidov kot najbolj primerna za raztapljanje le-teh. Poleg teh so še metanol DMF, torej dimetilformamid, dimetilsulfoksid in drugi. To bomo obravnavali v naslednjem poglavju. No, pri assessment reportu od EME za cepivo Pfizer je bil omenjen tudi tetrahidrofuran. Tudi to je topilo. Torej, v drugem poglavju bomo malo primerjali dejstva. Torej, kot smo videli pri Kaiman Chemical, so pri gostoti pozabili skriti ali zakriti z oznako nedoločljivo in so v zadnjem tehničnem listu za produkt SM102, kjer trdijo, da je notri 90% etanola, pustili podatek o gostoti, isti kot je za kloroform, in sicer 1,48,
Etanol pa ima po vseh priročnikih in literaturi gostoto 0,79. Seveda, saj skladiščnik, ki prevzame sod izdelka SM102, vidi, da ne tehta 160 kg, ampak recimo 300 kg za naprimer 200-litrski sod. Saj, če bi bil v njemu etanol, bi moral tehtati 160 kg. Zato so gostoto morali pustiti in jo ne spremeniti na pol manjšo od etanola, da bi podatki skladišča ustrezali dejanskemu stanju in ne bi strigli za 50%, pa tudi zaradi kontrole prevoza, saj bi cisterna z 20 kubiki te snovi morala biti pol lažja, naprimer 15,5 ton neto, če bi bil v njej res etanol. Če je pa v njej kloroform, je njena teža cirka 30 ton neto. Da je pravljica o etanolu res pravljica in nima najmanjše veze z resnico, v kemiji pa nam dokazuje naslednje dejstvo. Topnost lipidov na osnovi 3 maščobno-kislinskih verig v skupni molski masi 600 do 900 in za nizko dielektrično konstanto je po literaturi sledeča. V vodi lipidi niso topni, so pa zelo topni v benzenu, etru, kloroformu, acetonu, dimetilsulfoksidu, dimetilformamidu, diklorometanu. Nekaj primerov. Tristearin, morska masa 891,5, netopen v vodi, topen v kloroformu, ogljikovemu disulfidu, netopen v etanolu, zelo dobro topen v acetonu in benzenu. Naslednji podatek je topnost ALC03,5 od proizvajalca XCNN, topen je v DMSO, DCM in DMF. Piše samo za raziskave, ni za uporabo na ljudeh. Pohvalijo pa se, da je to material, ki je komponenta vakcine Pfizer in BioNTech. Torej, etanol pri normalnih pogojih ni primeren kot topilo za take lipide, naprimer SM102 pri Moderninem cepivu ali ALC03,5 pri Pfizerjevem cepivu. Raztopine tako ni mogoče na noben način doseči z etanolom, je pa možno doseči z DMF, DMSO, DCM, toluenom, acetonom ali kloroformom. Tudi EMA v reportu za cepivo Moderna navaja, da SM102 ni topen v vodi, je pa topen v nekaj organskih topilih, le katerih. Pa recimo na strani od Kajman Chemical je za SM102 navedeno topnost, kloroform. Ampak nad to navedbo piše raztopina v etanolu. Kako gre to skupaj? Ali so nekaj pozabili ali kaj? Kako je lahko neka raztopljena v etanolu, če pa je topna v kloroformu? Sicer so pa, kot smo omenili že prej, pozabili zamenjati gostoto glede na prejšnje različice tehničnih listov za SM102, no, to je pa že malo čudno v najboljšemu primeru. Torej, nikjer ni pod rubriko topnost naštet tudi etanol. Vedno samo kloroform ali DMF, DMSO, DCM, etanola ne navajajo nikjer. EMA navaja tudi, da SM102 ne ustreza evropski farmakopeji. Če gremo na Wikipedijo, piše: Evropska farmakopeja je glavna regionalna farmakopeja, ki zagotavlja skupne standarde kakovosti v vsej farmacevtski industriji in v Evropi za nadzor kakovosti zdravil in snovi, ki se uporabljajo za njihovo proizvodnjo. Je izdana zbirka monografij, ki opisuje tako posamezne kot splošne standarde kakovosti sestavin, farmacevtskih oblik in analiziranih metod za zdravila. Ti standardi veljajo za zdravila za uporabo v humani in veterinarski medicini. No, kaj pa je pisalo na tehničnih listih od Kajman Chemical? Ni za uporabo v medicini in veterini. Še enkrat omenimo, da je EMA sama naštela možna topila, ki jih analizirajo pri SM102. Piše: na končni pomožni snovi ali ustreznemu intermediatu, če ni drugače utemeljeno, bi moral biti narejen test na benzen, ki bi lahko bil prisoten naprimer v toluenu ali acetonu. Prijavitelj se je zavezal predložiti oceno tveganja za prisotnost benzena v SM102. Očitno je v SM102 bila uporabljena kakšna mešanica topil, v kateri sta bila tudi aceton in toluen. In ker je v toluenu vedno nekaj benzena, je ta benzen opazila EMA pri nadzoru preparata SM102 in to zabeležila v svojih dokumentih. Benzen je namreč zelo nevaren tudi v najmanjših količinah. Njihova nadgradnja leži o etanolu kot topilu, da bi zamaskirali problem topnosti lipida SM102, saj je v rangu koncentracije cirka 10% topen samo v organskih nepolarnih toksičnih topilih, so nakazali, da iz SM102, kataloška številka 33474, izdelujejo nanolipid,
kar je tako, kot če bi rekli, da so stolpnico zmanjšali na velikost pasje ute in da je ta pasja uta obdržala vse lastnosti stolpnice. Lipid je lipid, dokler je v naravni velikosti makromolekule. Če ga razsekaš na nanodelce, to ni več lipid in ne more več biti marker, kar naj bi bila njegova edina funkcija v cepivu. Nanodelci so, kolikor so manjši, toliko bolj toksični, saj vemo, da se tisti z velikostjo 10 do 50 nanometrov akumulirajo v več organih kot tisti z velikostjo 50 do 250 nanometrov, ki se akumulirajo v jetrih, krvi in vranici. Delci velikosti manj kot 20 nanometrov pa se lahko translocirajo iz pljuč in se akumulirajo v možganih, ledvicah, jetrih, vranici, srcu, povzročajo med drugim tudi avtoimune odzive na organizmu lastne snovi in druge resne bolezni. Ampak papir prenese vse, v tehnični list lahko zapišeš tudi take nesmisle, kakor je tisti o nano-makromolekuli, dokler jih ne prebere kdo, ki se vseeno potrudi sešteti 1+1 in poiskati prave podatke tam, kjer niso še poneverjeni. V reviji Nature je bil objavljen članek Ionizable Lipid Toolbox for RNA Delivery iz decembra 2021. Zapomnite si ta datum. Tukaj piše: izbrani ionizirani lipidi v kliničnem razvoju za cepiva mRNA proti COVID-19 in druge terapevtike RNA. To je slika 2. Torej, ionizirani lipidi, uporabljeni v tekočih kliničnih preizkušanjih, niso bili javno razkriti. Zato je prikazana ena od možnih struktur. Zakaj pa ti lipidi niso bili javno razkriti niti do decembra 2021, ko je bilo cepljenih že toliko ljudi? Mogoče ravno zato, da se izdelovalci cepiv lahko zavijejo v molk, da jim ne bi bilo treba narisati strukture in navesti česa negodnega v njih. O ioniziranih nanolipidih nikjer ne navajajo, kakšno molekulsko strukturo imajo, nikjer ni njihove ne strukturne, ne bruto formule, še manj opisa, Einex števila, nikjer niso registrirane te učinkovine, o njih močijo in edino, kar povejo, je to, da so to neki nanodelci, kar pa je lahko priročna definicija za prav vse lahko vržeš v tako definicijo in si upereš roke. Niti treba razlagati, ker je to nekaj kompliciranega, ker baje ni za vsako publiko, samo za tiste iz stroke. Ja, potem pa naj še cepijo samo tiste iz stroke. Naslednja študija pravi v naslovu: komponenta lipidnih nanodelcev platforme mRNA-LNP, ki se uporablja v predkliničnih študijah cepiv, je zelo unikna. Datum 17. december 2021. Ta odstavek pravi: intranazalna inokulacija z višjimi odmerki LNP je povzročila znatno stopnjo umrljivosti. Če gremo po študiji še naprej, piše, da bi raziskali mehanizem strupenosti, so potrebni nadaljnji poizkusi. Materiali različne narave, vključno z nanodelci inokuliranimi intranazalno, zlahka vstopijo v centralni živčni sistem in to je najprimernejša metoda za premagovanje krvno-možganske pregrade in dostavo učinkovin v možgane. Naprej še piše: zanimivo je, da so poročali, da je mRNA iz modernega cepiva, mRNA-LNP, injiciranega intramuskularno, bilo mogoče zaznati v nizkih ravneh v možganih, kar lahko kaže na to, da bi lahko platforma mRNA-LNP prešla krvno-možgansko pregrado in dosegla centralni živčni sistem. Torej, študija je iz decembra 2021 in v njej najdemo izjave o toksičnosti LNP-jev in da je potrebno natančne mehanizme delovanja le teh šele preučiti. Čakaj, ali niso mediji in oblast že decembra leta 2020, torej eno leto pred objavo te študije, zatrjevali, da je cepivo varno, preverjeno in učinkovito? Tukaj se nekaj ne ujema. Komu boste verjeli, ko je govora o LNP? Nekemu novinarju, ki po vsej verjetnosti niti ne ve, kaj je periodni sistem in je podkupljen, da govori o farmacevtskih produktih le vse najboljše? Ali mogoče znanstveniku, ki je LNP-jem posvetil malo več svojega časa, verjetno več let, in je njegov članek bil potrjen in objavljen na Science Direct? Če omenimo samo to, da v študiji povejo, da so nanodelci lipidov povzročali smrt poskusnih živali, da so se akumulirali v možganih, zlahka prekrali možgansko pregrado iz nosne votline, samo to bi moralo biti zadosti velik alarm, da ne bi kar nepreverjeno tlačili kar vse zemljane cepiva na osnovi takih snovi. Ali pa je njihov namen res drugačen, v skladu z neko agendo, ne pa s skrbjo za naše zdravje. Kot smo omenili že v prvem modelu reanalogizacije, je v cepivih bil dokazan grafen oksid,
Za grafen je znano, da se ga izdeluje s pomočjo topila DMF oziroma dimetilformamida in tudi drugih topil, acetona, toluena, kloroforma. Dimetilformamid ali druga topila so potrebna pri dispergiranju grafena. Ker sta v cepivih grafen in tudi lipid oba hkrati, pri moderni SM102, pri Pfizeru ARC-045, Robert Young in Pablo Campra sta pa v obeh cepivih odkrila še grafen, je torej nujno, da je usklajen topilni sistem, ki ustreza obem komponentam, se pravi grafenu in lipidu. Poglejmo si dve študiji. Prva je iz NCBI, piše disperzija grafenovega oksida v organskih topilih. V povzetku piše: raziskano je bilo disperzijsko obnašanje grafenovega oksida v različnih organskih topilih. Tako pripravljen grafitni oksid lahko dispergiramo v N,N-dimetilformamidu, N-metil-2-piroridonu, tetrahidrofuranu in etilenglikolu. V vseh topilih je bilo z ultrazvočno obdelavo doseženo popolno eksfoliranje materiala grafitnega oksida v posamezne enoslojne plošče grafenovega oksida. Pa še en zanimiv odstavek iz te študije. Piše: vendar je priprava disperzij grafenovega oksida v drugih topilih, zlasti organskih topilih, zelo zaželena, ker lahko bistveno olajša praktično uporabo tega materiala. Naslednja študija govori o pripravi koloidnih disperzij grafenovih plasti v organskih topilih. Tudi v tem povzetku je omenjen dimetilformamid. Torej v tej tabeli vidimo, da je etanol daleč zadaj za drugimi topili, kot so dimetilformamid in njemu podobna. Približno za faktor 8-krat slabši je etanol kot topilo. Še enkrat naj spomnimo, da je Reuters 27. maja 2021 potrdil, da je v prvi verziji tehničnega lista za SM102 proizvajalca Kaiman Chemical bil napisan kloroform kot topilo in še celo povejo, da ga je v raztopini bilo 90%. Pa tudi kot trdijo v Kaimanu, da imajo poseben oddelek, ki se ukvarja z razvojem izdelkov za rabo v medicini in poseben oddelek za rabo v raziskovalne namene. Ko greš na internet poiskat ta dva ločena oddelka, jih ne najdeš, jih ni. Je samo en Kaiman Chemicals, samo en katalog, nikjer ni posebej katalog izdelkov za rabo v medicini in posebej za rabo samo v raziskovalne namene. Še ena laž. Pesek v oči vsem, ki se ne pozanimajo in verjamejo na prvo. Neki doktor biokemijskih znanosti je celo, da bi zagovoril Kaiman Chemical in njihovo zadrego, ko so jim očitali kloroform v SM102, izjavil, da je razlika med tistim SM102, ki je samo za raziskave, in tistim SM102, ki je za medicino, samo nekaj malega nečistoč, ki naj bi jih oni posebej odstranili, in SM102 naj bi že bil dober za medicino. Ampak to je izjavil neki doktor biokemije, njemu je baje za verjeti. Kot smo prej rekli, če so te teme samo za stroko, pa naj še cepijo samo stroko. No, tukaj pa se bomo ustavili pri članku iz medicinskih razgledov iz leta 2009, obdobja še daleč pred pandemijo. V njem je opisan spontani razpad kloroforma v telesu. Iz njega nastane fosgen in klor, dva še bolj toksična plina, kot je sam kloroform toksičen. To se dogaja v stiku s kisikom, ki ga je pa itak največ v pljučih. Kaj to pomeni? Da v ljudeh po prejemu cepiva šele po določenem času lahko nastane tisto, kar jih naredi bolne. In vsi bojo rekli: okužil se je, COVID ima. Seveda, ker zaradi take zastrupitve kaže točno take znake, kot jih pripisujejo COVIDu. To, da se po daljšem obdobju komu odrazi kancerogeno delovanje teh plinov, teratogenov, mutagenov, to bodo pa itak rekli, da nima veze s cepivom. Tukaj imamo stran od Avanti Lipids. Oni proizvajajo ARC-043 in ARC-0159 in sodeč po iskanju na njihovi spletni strani ni možno najti teh dveh lipidov, ki bi bila primerna za uporabo pri ljudeh. Sicer imajo oddelek dobra proizvodna praksa, ampak pogledajte, pri raziskavah je en kup enih linkov, pri lipidi za LNP dobra proizvodna praksa je pa samo en link, ki vodi do PDF-ja, kjer vidimo kataloške številke od produktov, ki naj bi bili iz dobre proizvodne prakse. In ko gremo iskati, recimo za ARC-0159, nam najde čisto neki drug produkt, za ARC-0315 pa sploh ne najde niti
enega samega rezultata. Tukaj vidimo, katera topila priporoča Avanti Lipids. Poglejte si razmerja na desni strani, katera snov prevladuje. Tukaj imamo še dva produkta, v smislu topil, ki jih prodaja Avanti Lipids. Spet prevladuje kloroform. Kot smo že prej omenili, za ALC 0315 ekscenen priporoča dimetilsulfoksid, diklorometan in dimetilformamid. V nobeni od teh mešanic, ki jih oni sami priporočajo kot svoja topila za lipide, za njihove lipide, ni nikjer naveden etanol. Kot je videti, moramo predvideti tudi najbolj neugoden, a nažalost verjeten scenarij, da je njihov pravi namen prav to, da v ljudi vnašajo toksične substance, odtot kloroform v cepivu, kloroform v SM-102, odtot zaigrana zamenjava topil, prav zato, ker imajo to kot glavni namen, so se oprijeli mRNA tipa cepiv, zaigrali veliko nujo, torej podtaknili COVID in ljudem pod veliko nujo vsilili COVID cepiva, zdaj pa hočejo še vsa ostala cepiva predelati na mRNA tip samo zato, da bodo imeli opravičilo, da vanj tlačijo organska topila, ki jih rabi grafen in ki ustrezajo tudi lipidu. Torej topilni sistem, kot smo rekli prej, ustreza obem komponentam. Ker pa ne morejo zlaganih epidemij razglašati eno za drugo, bodo verjetno v vmesnem času po možnosti med eno in drugo epidemijo lahko seveda spet zlagano razvili cepivo za raka, ga tlačili v rakave bolnike, razvili cepivo za sladkorno, ga po možnosti tlačili v sladkorne bolnike. Domišljija je v zvezi s tem neomejena, kot je neomejen pohlep in zločinski karakter lastnika vse svetovne farmacije, gospoda filantropa. Če bi medicina res obvladala človekov genom toliko, da bi lahko uspešno in ponovljivo zdravila katerokoli bolezen, bi lahko to dokazala tako, da bi najprej pozdravila gene Klausa Schwaba in ostale druščine tam okoli njega, da bi jih pozdravila od hude psihiatrične bolezni, ki je kriva, da se oni, lastniki sveta, igrajo, da so oni božanstva, mi pa njihovi sužnji, njihova lastnina, da si domišljajo, da je cel svet njim na razpolago in v to igro uprežejo tistega, ki je edini zmožen vzpostaviti komando nad celimi kontinenti, vojsko, ki so jo dobro plačali, da jim sprovede njihove plane. Dejstvo je namreč, da je Moderna, ki je eden začetnikov mRNA tehnologije, v svojem letnem poročilu investitorjem podala izjavo, da ne morejo zagotavljati, da bo mRNA cepivo sploh kdaj dobilo pravo odobritev. Seveda zaradi vsem znanih problemov, ki jih oni skrivajo in zanikajo, mi pa vedno bolj opažamo in se utepamo, da bi postali njihova žrtev. Žrtev te biološko-kemijske vojne, v kateri agresori igrajo, da so naši rešitelji. Še en citat iz omenjenega poročila. Rezultati kliničnega preizkušanja lahko pokažejo, da so potencialna mRNA zdravila manj učinkovita od pričakovanega, na primer klinično preizkušanje morda ne bo doseglo ene ali več končnih točk, ali pa, da imajo nesprejemljive stranske učinke ali toksičnost. Katera je ta vojska, tisti agresor, ki so ga najeli za izvedbo njihovih planov na terenu, lahko ugibamo, če vemo, da imajo lastniki sveta svoj sedež v ZDA. Le katera? Na čigavi strani deluje, za koga dela in proti komu. Zato so tudi ZDA kolonizatorji že pred več leti oziroma celo desetletji začeli vzpostavljati tako imenovano korporacijo v vseh državah. V Sloveniji baje imamo na Gregorčičevi ulici 20 v Ljubljani, korporacija pa ima seveda sedež v ZDA. Zato, da bi nas razorožili, našo zakonodajo z ustavo ured pa povsem podredili interesom korporacije in postavili svoje ljudi na pomembna mesta odločanja v državi, so preko naših izdajalcev v vrhu politike dosegli, da se je v ustavo urinil 3.a člen, ki jim daje proste roke za pričetek državnega udara. Politiki so okusili, kako dobro in koristno je udinjati se novim gospodarjem in odtlej delajo samo še za korporacijo in nič več za svojo državo. Eminentna imena, državniki, premieri, ministri, parlamentarci. Američani pa so verjetno prav zato, ker so vedeli, da bodo dokončni državni udar izvedli prav s pomočjo neke izmišljene pandemije, že veliko prej vtihotapljali to svojo korporacijo ne samo v Sloveniji, ampak tudi v veliko drugih držav, preko sebi lojalnih lokalnih politikov, postavljali na odločilne položaje samo še korporativne ljudi, RTV, univerza, policija, vojska, politika, mediji, in ko so presodili, da imajo v vseh državah nameščene samo korporacije lojalne kadre, so sprožili to umetno pandemijo, ki je pravzaprav en velik svetovni državni udar. Na tem mestu bomo citirali besede gospoda nadškofa iz Italije, gospoda Karla Marija Vigana, ki jih je izrekel v enem svojih govorov po 2 letih COVID pandemije. Že 2 leti smo priča globalnemu državnemu udaru,
v katerem so finančne in ideološke elite prevzele popolno ali delno oblast nad nacionalnimi vladami, javnimi in zasebnimi inštitucijami, mediji, sodnim sistemom, politiki in verskimi voditelji. Vsi omenjeni so postali sužnji novih gospodarjev, ki uporabljajo denar, moč in družbeni vpliv. Temeljne človekove pravice, ki so bile do včeraj neprecenljivo vredne, se danes teptajo v imenu nujnega zdravstvenega stanja, pozneje pa tudi zaradi ekološke nujnosti in internetne nujnosti. Ta globalni državni udar je državljanem odvzel vse možnosti obrambe, prevzel je zakonodajno, izvršilno in sodno oblast, ob kršenju zakonodaje, načela pravičnosti in načel, zaradi katerih sploh obstajajo. Gre za globalni državni udar, ker ta kriminalni napad zoper ljudi obsega ves svet, razen redkih izjem. Gre za svetovno vojno, kjer smo sovražniki vsi ljudje, tudi tisti, ki ne razumejo, zakaj gre. Ne gre za vojno z orožjem, ampak za vojno z nezakonitimi ukrepi, zlobnimi ekonomskimi politikami in grozljivimi omejitvami naravnih človekovih pravic. Naddržavne organizacije financirajo načrte zarotnikov tega globalnega prevrata in posegajo v delovanje nacionalnih vlad, v življenje ljudi, odnose milijard ljudi. Tega ne delajo samo zaradi denarja, ampak da bi centralizirali moč s ciljem uvajanja planetarne diktature. To se imenuje The Great Reset Svetovnega ekonomskega foruma, Agenda 2030 Združenih narodov in načrt novega svetovnega reda New World Order, v katerem univerzalna država zasužnji vsakega, na religioznem področju pa odpravi vero v Kristusa. Celoten govor si lahko pogledate na spodnji povezavi. Še najbolj bi sedanje stanje duha v višji kasti opisal sledeči odlomek iz Pavlovega pisma Rimljanom. Če povzamemo, torej zdaj, ko smo si na jasnem, kako je s temi kloroformi, grafeni, lipidi, geoinženiringom, mRNA cepivi, dobrimi za vse bolezni, vladami, ki niso več naše, če gledamo na situacijo skozi to prizmo, se nam razjasni, zakaj imajo cepiva za COVID vse lastnosti biološkega orožja. Ker to tudi so. Ker so Američani edino s tem kemijsko-biološkim orožjem lahko računali uspešno izpeljati cel ta mega državni udar. In pri vsem tem je najvažnejši grafen, prav ta grafen je odločilna stvar, zaradi katere hočejo cepiti vse ljudi, ves svet in takoj zatem digitalizirati vse države. Z njim nas hočejo spraviti v matrico interneta teles in interneta čutil in nas obravnavati kot svojo lastnino, ki nima pravice do svobodne volje. No, to smo pa podrobneje že opisovali v reanalogizaciji 1. Ljudi hočejo uspavati in uspavanje pripraviti do tega, da bi volili samo še tiste, ki jim jih oni ponudijo, da bi ljudje sami podpisali, da so samo še njihova kolonija Slovenija. Namreč, ko ti enkrat zasedejo možgane z grafenom, ti bodo lahko šarili po možganih po mili volji. Morda je to že zdaj razlog, da se tisti, ki so že zdaj dovolj grafenizirani, niti ne upirajo preveč temu vojaško-medicinskemu nasilju, ne vedoč, da ta zaenkrat manjša uspavanost po digitalizaciji lahko postane veliko bolj usodna za nas vse, da se iz njo ta globalna vojska izdeluje orožje, tiho, neopazno, a toliko bolj usodno, ker bi, če jim to uspe, lahko izvedli tihi prevzem države brez upora, lahko tako rekoč zmagoslavno korakujejo v svojo novo kolonijo brez izstreljenega metka, a s toliko bolj pokorenim domorodnim ljudstvom. Kloroform in ostale snovi v cepivih pa imajo samo sledeči dve funkciji: da prispevajo k depopulaciji, ki jim je itak v interesu, in da vnesejo zmedo pri poškodbah zdravja, da ni videti, da vsi zbolevajo na enak način. Ampak eni bolj kažejo znake obolenj tipičnih za grafen, drugi bolj znake tipične za kloroform, tretji znake za zastrupitev z DMF, DMSO, DKM oziroma diklorometanom, spet drugi s koleratoksinom, no tega se da še podrobneje opisati. Glede na patente za Matrix M je koleratoksin lahko izbran kot dodatna sestavina v temu preparatu. No, potem pa lahko za vsako kombinacijo toksinov izumijo nov sev. Alfa 1, beta 2, omikron 142 in tako naprej. Zato je tudi cepiv toliko vrst, in če bi vsi šli delati analizo in če bi šli delati detaljno analizo tega, kar vsebujejo, potem možno, da bi ugotovili, da je vsakemu grafen
plus neka kombinacija toksičnih snovi. V vsakem cepivu drugačna. Sicer pa je delež placeba itak od 30 do 50%, odvisno katera faza vojaških raziskav se odvija. Še nekaj vprašanj, ki bi se jim lahko reklo vprašanja za milijon. Zakaj nihče od farmacevtov, ki so razvili cepivo in rešili toliko tisoč življenj po celem svetu, ni prejel Nobelove nagrade za medicino ali za mir ali za oboje hkrati? Naš skromni odgovor: zato, ker bi ustanova, ki podeljuje te nagrade, izgubila ves svoj sloves in Nobelove nagrade ne bi imele več nobene vrednosti. Če bi se, oziroma zdaj, ko se je ugotovilo, da so nas s cepivi načrtno pobijali in zasužnjevali, ne pa zdravili. Zakaj nobena zavarovalnica na svetu ne ponuja zavarovalne police za primer poškodbe zdravja ali za primer smrti po cepljenju? Če pa pravijo, da je teh primerov samo 1 na milijon, imeli bi namreč enormne zaslužke, ali jih ne znajo pobirati, ko se jim ponujajo? Naš skromni odgovor: zato, ker v primeru, če bi vsi, ki jih je doletela kakšna od posledic cepljenja ali vsi sorodniki umrlih od cepljenja, prijavili zahtevek za odškodnino, bi zavarovalnica kmalu šla v stečaj. Oni že vejo, zakaj ne tvegajo svojega propada. Zakaj ima sedanja vlada v svoji ekipi za COVID doktorje matematike? Ali so po novem matematiki tisti, ki jih bolje zdravijo kot medicinci? Verjetno zato, da bo doktor matematike lahko strokovno izmislil podatke za krivulje okuženosti, da bodo dosegle vrh točno tedaj, ko si vlada to želi, in da bodo dosegle padec takrat, ko vlada želi odsloviti virus in ga poslati na krajši dopust. Koga so nekateri tako zelo hvalili še pred volitvami? Odgovorite si sami in gotovite, na kateri strani v tej vojni so vsa ta imena iz WHO, VF. Na čigavi strani so vsi tisti, ki jih podpirajo in občudujejo. Kar poskusite si odgovoriti. In zdaj še zadnje vprašanje: ali se vam zdi, da bodo lahko še dolgo molčali o teh stvareh? Mi pravimo, vedno manj bo možno molčati in prikrivati vsa ta dokazljiva dejstva, še posebno dejstvo o tem, da je bil izveden državni udar, in naj to vendar že kdo v tej državi pripozna. Tisti, ki je za to postavljen, še preden bo oblast morala vzeti pepel in se z njim sama posuti. Še je čas, da se izognemo digitalizaciji, ki je po vsemu, kar tu ugotavljamo, past. Velika past, končno dejanje državnega udara, ki agresorju omogoča tihi prevzem države, ustanovitev ameriške kolonije Slovenije, obračun z vsemi drugačnimi srečami na najbolj hinavski in krut način, vplivanje na misli, torej neurotehnologije, ki smo jo opisali v reanalogizaciji 1, in odvzem pravice do svobodne volje. Zdaj po vsem slišanem si lahko še enkrat ogledamo, kako zelo že prej videni odlomek iz pisma Rimljanom ustreza sedanjemu stanju v družbi. Še enkrat si ga lahko preberete in si zamislite, za koga v prvi vrsti velja.